Radio SI Main Stage. Ilen in Domen začela ta band, ne, s tem, da pač je bilo tako, oba sta igrala kitare in je bilo tako, rabimo bas in je bil tako Tilen, bom se jaz naučil bas, rabimo bobnara in pa sta bila tako, Miha, a bi ti igral bobne? In je bil Miha tako, če mi data pol za bobne, bom igral, dokler pač ne najdete ta pravega bobnarja. In nekako se je potem to obdržali in potem so še meni napisali, da bi prišla na kakšno probo in na koncu sem še jaz po enem letu upogumljanja, da sem prišla tudi jaz zraven v band in smo nekako od takrat naprej ostali ekipca. Ampak v bistvu sta Miha in jaz še niso nikoli dobila potrditve, kao you are in the band. Še zmer čakamo, da se Domen in Tilen odločita in so tako, dobro, da ste zdaj to. Tako da ona da sta v bistvu. Tako da si predstavljaš, Helena, da je fant je igral kitaro in je rekel, gremo v band igrati bobne. Ja. Naj bo, ne. Ampak me zanima, kako bo izgledala potem ta potrditev, certifikat, dobrodošla. Ja, se to čakam. Štempelček iz unih starih časov. Pečat. Čunga-lunga štempel koale, pa na čelo. Welcome. Ja, Approved, ne. Qualified, se rekel. Ja. Ampak prej sva se pogovarjala frontmanka ali frontwoman, ne? In si dejala, glede na to, da si manjca in si verjetno v anglosaksonskem svetu itak manjka, ne? Si pol frontmanka zasedbe Koala Voice. Kar hecna ugotovitev, to sem res prej prvič potuhtala na to, ampak mogoče, če že pride to vprašanje, recimo, da sem frontmanka. Ampak sam band, ne, zdaj ste si dejala, da ste malce dislocirani, pa ti COVID časi, ko so bili. Kako je bilo ustvarjati zdaj album, no? Tako. Mislim, nas je to definitivno ne rešilo, ampak je bila to stvar fokusa v tem letu, kjer se pač ni dal špilati, smo preusmerili to v to, da delamo plato in smo jo posneli lani. 14 dni smo bili v Ajdovščini v klubu Baza in pač tam živeli in snemali do zgodnjih jutranjih ur in naredili ful dobro plato, s katero smo vsi, se mi zdi, ful zadovoljni in 2 singla sta že zunaj. Prihaja še več in kmalu cela plata in se zelo veselimo, res smo, tako jaz sem ful na trnih, ko me čakam, da lahko pokažemo to vse, kaj smo naredili in da zaživi in da igramo to. No, to bomo slišali tudi potem ob 10:15 in malce več tega bomo še potem. Zdaj preden te spustimo spet malce na tonsko vajo, bomo slišali Valentina Boskoviča, Blojska rapsodija. Kdo in zakaj si je izbral to? To si je izbral Miha, ampak se mi zdi ful dober, ker je to tudi ena izmed teh plat, ki sem jih jaz tudi poslušala v tem letu doskrat, ker je ful me presenetila, tako, ne vem sploh, kdo mi je pokazal, ampak nekako se je znajdla okrog mene in sem si res je taka chill, zanimiva, vesoljska, tako igra z jezikom je ful tako zanimiva. In tako, sestavljala sem puzle in poslušala. Dobro, prisluhnimo manjca, tebi pa ubilo dobre vaje in se slišimo čez slabe pol ure. Se slišimo. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Tako, Main Stage, manjca Trampuš zasedba Koala Voice. Strokesi smo začeli, ugotovila sva izven etra, da je ta plata, ne? Prava, Strokesovska. Mislim, meni res ena iz najljubših stvari lani. No in zdaj, če sva bila v preteklosti, ne, in pri, ne vem, tistem debitantskem albumu Strokesov, pa če si prej povedala, kako dolgo se že nekako band pozna, poklicali smo vašega nekdanjega sovaščana, zdaj sicer živi v Ljubljani, Jureta Laurina, ki je bil skupaj z bratom Markom pa z Gašperjem in z vašim Miho v bandu We Can't Sleep at Night. Prisluhnimo, kaj je povedal. Ima nekaj zveze z začetkom Koala Voice, ne? Z Mihetom Prašnikarjem mi živimo ful blizu, oziroma smo rojeni ful blizu, vsi smo iz Kisovca. Moj brat je bil tudi njegov vrstnik in Marko in Miha in Gašper so potem naredili band We Can't Sleep at Night. Jaz sem se jim kasneje priključil kot bobnar in s tem bandom nam je šlo super. Dobro smo se imeli, veliko smo igrali koncertov po Sloveniji, pa tudi širše. Je pa bil enkrat en špil v Krškem, mislim, da v mladinskem centru Krško, ki je bil katastrofalen. Zelo malo ljudi, mislim, da 3.
slabo vzdušje, tudi mi nismo najboljše igrali. Radio SI Main Stage. Tako, main stage, Manca Trampuš, zasedba Koala Voice. Strokesi smo začeli, ugotovila sva izven etra, da je ta plata, ne, prava, Strokesovska. Yes, mislim, meni res ena iz najljubših stvari lani. No in zdaj, če smo bila v preteklosti, ne, in pri, ne vem, tistem debitantskem albumu Strokesov, pa če si prej povedala, kako dolgo se že nekako band pozna, poklicali smo vašega nekdanjega sovaščana, zdaj sicer živi v Ljubljani, Jureta Laurina, ki je bil skupaj z bratom Markom pa z Gašperjem in Miheta. z vašim Miho v bandu We Can't Sleep at Night. Res je. Prisluhnimo, kaj je povedal. Ne? Ima nekaj zveze z začetkom Koala Voice, ne? The best. No, z Mihetom Prašnikarjem mi živimo ful blizu, oziroma smo rojeni ful blizu, vsi smo iz Kisovca. Moj brat je bil tudi njegov vrstnik in Marko in Miha in Gašper so potem naredili band We Can't Sleep at Night. Jaz sem se jim kasneje priključil kot bobnar in s tem bandom nam je šlo super. Dobro smo se imeli, veliko smo igrali koncertov po Sloveniji, pa tudi širše. Je pa bil enkrat en špil v Krškem, mislim, da v mladinskem centru Krško, ki je bil katastrofalen. Zelo malo ljudi, mislim, da 3. Slabo vzdušje, tudi mi nismo najboljše igrali. Ampak Miha je takšen človek, da ga težko spravi kaj v slabo voljo in je takoj po koncertu že sanjal o tem, kdaj pridejo pice. Gašper je pa tako drugačen tip človeka in je težko sprejemal to njegovo ravnodušnost. In sta se zapletla po tem koncertu prerekanje. In vsi vemo, da pač fantje, kadar se prerekajo, se tudi malo bolj na trdo primejo. No, ta epizoda je na koncu rezultirala v tem, da je Miha letel ven iz benda in bi bilo zelo slabo, če bi se na tej točki ustavilo njegovo glasbeno ukvarjanje, ker je zelo nadarjen glasbenik. Ampak on, kot zelo pozitiven človek, je spet to situacijo obrnil sebi v prid, oziroma, ne vem, v prid komu, celi Sloveniji, ker je naredil super band Koala Voice s svojo novo ekipo. In njihova zgodba je tako krasna, tako da je dobro, da se kdaj zgodi tudi kakšna slaba stvar, da se potem zgodi dobra. Wow. No in kaj, potem je Miha prišel in rekel, Manca, zdaj pa imamo nov band. Ne, sploh ni bilo tako. A jaz da povem, kako je bilo povej, res. kako je bilo res, no? Ja. V bistvu sta Tilen in Domen začela ta band, ne, s tem, da pač je bilo tako, Basta igrala kitare in je bilo tako, rabimo bas in je bil tako Tilen, bom se jaz naučil bas, rabimo bobnara in pa sta bila tako, Miha, a bi ti igral bobne? In je bil Miha tako, če mi data pol za bobne, bom igral, dokler pač ne najdete ta pravega bobnarja. In nekako se je potem to obdržali in potem so še meni napisali, da bi prišla na kakšno probo. In na koncu sem še jaz po enem letu upogumljanja, da sem prišla pol tudi jaz zraven v band in smo nekako od takrat naprej ostali ekipca. Ampak ja, v bistvu sta Miha in jaz še niso nikoli dobila potrditve, kao you are in the band. Še zmer čakamo, da se Domen in Tilen odločita in so tako, dobro, in da ste zdaj to. Tako da ona da sta v bistvu. Tako da si predstavljaš, Helena, da je fant je igral kitaro in je rekel, gremo v band igrati bobne. Ja. Naj bo, ne. Ampak me zanima, kako bo izgledala potem ta potrditev, certifikat, dobrodošla. Ja, se to čakam. Štempelček iz unih starih časov. Pečat. Čungalunga štempel koale, pa na čelo. Welcome. Ja, Approved, ne. Qualified, se rekel. Ja. Ampak ne, prej smo se pogovarjala frontmanka ali frontwoman, ne? In si dejala, glede na to, da si Manca in si verjetno v anglosaksonskem svetu itak manka, ne? Si pol frontmanka zasedbe Koala Voice. Kar hecna ugotovitev, to sem res prej prvič potuhtala na to, ampak ja, mogoče, če že pride to vprašanje, recimo, da sem frontmanka. Ampak sam band, ne, zdaj ste si dejala, da ste malce dislocirani, pa ti COVID časi, ko so bili. Kako je bilo ustvarjati zdaj album, no? Tako. Mislim, nas je to definitivno ne rešilo, ampak je bila to stvar fokusa v tem letu, kjer se pač ni dal špilati, smo preusmerili to v to, da delamo plato in smo jo posneli lani. 14 dni smo bili v Ajdovščini v klubu Baza in pač tam
živeli in snemali do zgodnjih jutranjih ur in naredili ful dobro plato, s katero smo vsi, se mi zdi, ful zadovoljni in 2 singla sta že zunaj, prihaja še več in kmalu cela plata in se zelo veselimo, res smo, tako jaz sem ful na trnih, ko me čakam, da lahko pokažemo to vse, kaj smo naredili in da zaživi in da igramo to. No, to bomo slišali tudi potem ob 10:15 in malce več tega bomo še potem. Zdaj le preden te spustimo spet malce na tonsko vajo, bomo slišali Valentina Boskoviča, Blojska rapsodija. Kdo in zakaj si je izbral to? To si je izbral Miha, ampak se mi zdi ful dober, ker je to tudi ena izmed teh plat, ki sem jih jaz tudi poslušala v tem letu doskrat, ker je ful me presenetila, tako, ne vem sploh, kdo mi je pokazal, ampak nekako se je znajdla okrog mene in sem si res je taka chill, zanimiva, vesoljska, tako igra z jezikom mi je ful tako zanimiva in tako sestavljala sem puzle in poslušala. Dobro, prisluhnimo manjca, tebi pa ubilo dobre vaje in se slišimo čez slabe pol ure. Se slišimo. How we feeling? Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Tako, Main Stage, Manca Trampuš, zasedba Koala Voice. Strokesi smo začeli, ugotovila sva izven etra, da je ta plata prava, Strokesovska. Mislim, meni res ena iz najljubših stvari lani. No in zdaj, če sva bila v preteklosti in pri, tistem debitantskem albumu Strokesov, pa če si prej povedala, kako dolgo se že nekako band pozna, poklicali smo vašega nekdanjega sovaščana, zdaj sicer živi v Ljubljani, Jureta Laurina, ki je bil skupaj z bratom Markom pa z Gašperjem in z vašim Miho v bandu We Can't Sleep at Night. Prisluhnimo, kaj je povedal. Ima nekaj zveze z začetkom Koala Voice, ne? Z Mihetom Prašnikarjem mi živimo ful blizu, oziroma smo rojeni ful blizu, vsi smo iz Kisovca. Moj brat je bil tudi njegov vrstnik in Marko in Miha in Gašper so potem naredili band We Can't Sleep at Night. Jaz sem se jim kasneje priključil kot bobnar in s tem bandom nam je šlo super. Dobro smo se imeli, veliko smo igrali koncertov po Sloveniji, pa tudi širše. Je pa bil enkrat en špil v Krškem, mislim, da v mladinskem centru Krško, ki je bil katastrofalen. Zelo malo ljudi, mislim, da 3. Slabo vzdušje, tudi mi nismo najboljše igrali. Ampak Miha je takšen človek, da ga težko spravi kaj v slabo voljo in je takoj po koncertu že sanjal o tem, kdaj pridejo pice. Gašper je pa tako drugačen tip človeka in je težko sprejemal to njegovo ravnodušnost. In sta se zapletla po tem koncertu prerekanje. In vsi vemo, da pač fantje, kadar se prerekajo, se tudi malo bolj na trdo primejo. No, ta epizoda je na koncu rezultirala v tem, da je Miha letel ven iz benda in bi bilo zelo slabo, če bi se na tej točki ustavilo njegovo glasbeno ukvarjanje, ker je zelo nadarjen glasbenik. Ampak on, kot zelo pozitiven človek, je spet to situacijo obrnil sebi v prid, oziroma, v prid komu, celi Sloveniji, ker je naredil super band Koala Voice s svojo novo ekipo. In njihova zgodba je tako krasna, tako da je dobro, da se kdaj zgodi tudi kakšna slaba stvar, da se potem zgodi dobra. No in kaj, potem je Miha prišel in rekel, Manca, zdaj pa imamo nov band. Ne, sploh ni bilo tako. A jaz da povem, kako je bilo res. Kako je bilo res, no? Ja. V bistvu sta Tilen in Domen začela ta band, s tem, da pač je bilo tako, oba sta igrala kitare in je bilo tako, rabimo bas in je bil tako Tilen, bom se jaz naučil bas, rabimo bobnara in pa sta bila tako, Miha, a bi ti igral bobne? In je bil Miha tako, če mi data pol za bobne, bom igral, dokler pač ne najdete ta pravega bobnarja. In nekako se je potem to obdržali in potem so še meni napisali, da bi prišla na kakšno probo in na koncu sem še jaz po enem letu upogumljanja, da sem prišla pol tudi jaz zraven v band in smo nekako od takrat naprej ostali ekipca. Ampak v bistvu sta Miha in jaz še niso nikoli dobila potrditve, kao you are in the band. Še zmer čakamo, da se Domen in Tilen odločita in so tako, dobro, videla ste zdaj to. Tako da ona da sta v bistvu. Tako da si predstavljaš, Helena, da je fant je igral kitaro
in je rekel, ok, no, gremo v band igrati bobne. Ja. Ja, naj bo, ne. Ampak Radio SI. Main stage. Main stage. Tako, main stage, Manca Trampuš, zasedba Koala Voice. Strokesi smo začeli, ugotovila sva izven etra, da je ta plata, ne, prava, Strokesovska. Yes. Mislim, meni res ena iz najljubših stvari lani. No in zdaj, če smo bila v preteklosti, ne, in pri, ne vem, tistem debitantskem albumu Strokesov, pa če si prej povedala, kako dolgo se že nekako band pozna, poklicali smo vašega nekdanjega sovaščana, zdaj sicer živi v Ljubljani, Jureta Laurina, ki je bil skupaj z bratom Markom pa z Gašperjem in Mihe tam. z vašim Miho v bandu We Can't Sleep at Night. Res je. Prisluhnimo, kaj je povedal. No, ima nekaj zveze z začetkom Koala Voice, ne? The best. No, z Mihetom Prašnikarjem mi živimo ful blizu, oziroma smo rojeni ful blizu, vsi smo iz Kisovca. Moj brat je bil tudi njegov vrstnik in Marko in Miha in Gašper so potem naredili band We Can't Sleep at Night. Jaz sem se jim kasneje priključil kot bobnar in s tem bandom nam je šlo super. Dobro smo se imeli, veliko smo igrali koncertov po Sloveniji, pa tudi širše. Je pa bil enkrat en špil v Krškem, mislim, da v mladinskem centru Krško, ki je bil katastrofalen. Zelo malo ljudi, mislim, da 3. Slabo vzdušje, tudi mi nismo najboljše igrali. Ampak Miha je takšen človek, da ga težko spravi kaj v slabo voljo in je takoj po koncertu že sanjal o tem, kdaj pridejo pice. Gašper je pa tako drugačen tip človeka in je težko sprejemal to njegovo ravnodušnost. In sta se zapletla po tem koncertu prerekanje. In vsi vemo, da pač fantje, kadar se prerekajo, se tudi malo bolj na trdo primejo. No, ta epizoda je na koncu rezultirala v tem, da je Miha letel ven iz benda in bi bilo zelo slabo, če bi se na tej točki ustavilo njegovo glasbeno ukvarjanje, ker je zelo nadarjen glasbenik. Ampak on, kot zelo pozitiven človek, je spet to situacijo obrnil sebi v prid, oziroma, ne vem, v prid komu, celi Sloveniji, ker je naredil super band Koala Voice s svojo novo ekipo. In njihova zgodba je tako krasna, tako da je dobro, da se kdaj zgodi tudi kakšna slaba stvar, da se potem zgodi dobra. Wow. No in kaj, potem je Miha prišel in rekel, Manca, zdaj pa imamo nov band. Ne, sploh ni bilo tako. A jaz da povem, kako je bilo povej, res. kako je bilo res, no? Ja. V bistvu sta Tilen in Domen začela ta band, ne, s tem, da pač je bilo tako, oba sta igrala kitare in je bilo tako, rabimo bas in je bil tako Tilen, bom se jaz naučil bas, rabimo bobnara in pa sta bila tako, Miha, a bi ti igral bobne? In je bil Miha tako, če mi data pol za bobne, bom igral, dokler pač ne najdete ta pravega bobnarja. In nekako se je potem to obdržali in potem so še meni napisali, da bi prišla na kakšno probo in na koncu sem še jaz po enem letu upogumljanja, da sem prišla pol tudi jaz zraven v band in smo nekako pol od takrat naprej ostali ekipca. Ampak ja, v bistvu sta Miha in jaz še niso nikoli dobila potrditve, kao you are in the band. Še zmer čakamo, da se Domen in Tilen odločita in so tako, dobro, videla ste zdaj to. Tako da one da sta v bistvu. Tako da si predstavljaš, Helena, da je fant je igral kitaro in je rekel, no, gremo v band igrati bobne. Ja. naj bo, ne. Ampak me zanima, kako bo izgledala potem ta potrditev, certifikat, dobrodošla. Ja, se to čakam. Štempelček iz unih starih časov, vozek, pečat. Pečat, ja. Čunga-lunga štempel koale, pa na čelo. Welcome. Ja, Approved. Approved, ne. Qualified, se rekel. Ja. Ampak ne, prej smo se pogovarjala, frontmanka ali frontwoman, ne, in si dejala, glede na to, da si Manca in si verjetno v anglosaksonskem svetu itak manka, ne, si pol frontmanka zasedbe Koala Voice. Kar hecna ugotovitev, to sem res prej prvič potuhtala na to, ampak ja, mogoče, če že pride to vprašanje, recimo, da sem frontmanka. Ampak sam band, ne, zdaj ste si dejala, da ste malce dislocirani, pa ti COVID časi, ko so bili. Kako je bilo ustvarjati zdaj album, no? Tako. Mislim, nas je to definitivno ne rešilo, no, ampak je bila to stvar fokusa v tem letu, kjer se pač ni dal špilati, smo preusmerili to v to, da delamo plato in smo jo posneli lani. 14 dni smo bili v Ajdovščini v klubu Baza in pač tam živeli in snemali.
Radio SI, main stage. Main stage, Manca Trampuš zasedba Koala Voice. Strokesi smo začeli, ugotovila sva izven etra, da je ta plata prava, Strokesovska. Yes, mislim, meni res ena iz najljubših stvari lani. No in zdaj, če sva bila v preteklosti in pri, tistem debitantskem albumu Strokesov, pa če si prej povedala, kako dolgo se že nekako band pozna, poklicali smo vašega nekdanjega sovaščana, zdaj sicer živi v Ljubljani, Jureta Laurina, ki je bil skupaj z bratom Markom pa z Gašperjem in z vašim Miho v bandu We Can't Sleep at Night. Res je. Prisluhnimo, kaj je povedal. Ima nekaj zveze z začetkom Koala Voice, ne? No, z Mihetom Prašnikarjem mi živimo ful blizu, oziroma smo rojeni ful blizu, vsi smo iz Kisovca. Moj brat je bil tudi njegov vrstnik in Marko in Miha in Gašper so potem naredili band We Can't Sleep at Night. Jaz sem se jim kasneje priključil kot bobnar in s tem bandom nam je šlo super. Dobro smo se imeli, veliko smo igrali koncertov po Sloveniji, pa tudi širše. Je pa bil enkrat en špil v Krškem, mislim, da v mladinskem centru Krško, ki je bil katastrofalen. Zelo malo ljudi, mislim, da 3. Slabo vzdušje, tudi mi nismo najboljše igrali. Ampak Miha je takšen človek, da ga težko spravi, ki je v slabo voljo in je takoj po koncertu že sanjal o tem, kdaj pridejo pice. Gašper je pa tako drugačen tip človeka in je težko sprejemal to njegovo ravnodušnost. In sta se zapletla po tem koncertu prerekanje. In vsi vemo, da pač fantje, kadar se prerekajo, se tudi malo bolj na trdo primejo. No, ta epizoda je na koncu rezultirala v tem, da je Miha letel ven iz benda in bi bilo zelo slabo, če bi se na tej točki ustavilo njegovo glasbeno ukvarjanje, ker je zelo nadarjen glasbenik. Ampak on, kot zelo pozitiven človek, je spet to situacijo obrnil sebi v prid, oziroma, v prid komu, celi Sloveniji, ker je naredil super band Koala Voice s svojo novo ekipo. In njihova zgodba je tako krasna, tako da je dobro, da se kdaj zgodi tudi kakšna slaba stvar, da se potem zgodi dobra. Wow. No in kaj, potem je Miha prišel in rekel, Manca, zdaj pa imamo nov band. Ne, sploh ni bilo tako. A jaz da povem, kako je bilo res. Kako je bilo res, no? Ja. V bistvu sta Tilen in Domen začela ta band, s tem, da pač je bilo tako, oba sta igrala kitare in je bilo tako, rabimo bas in je bil tako Tilen, bom se jaz naučil bas. Rabimo bobnara in pa sta bila tako, Miha, a bi ti igral bobne? In je bil Miha tako, če mi data pol za bobne, bom igral, dokler pač ne najdete ta pravega bobnarja. In nekako se je potem to obdržali in potem so še meni napisali, da bi prišla na kakšno probo. In na koncu sem še jaz po enem letu upogumljanja, da sem prišla pol tudi jaz zraven v band in smo nekako pol od takrat naprej ostali ekipca. Ampak ja, v bistvu sta Miha in jaz še niso nikoli dobila potrditve, kao you are in the band. Še zmer čakamo, da se Domen in Tilen odločita in so tako, dobro, videla ste zdaj to. Tako da ona da sta v bistvu. Tako da si predstavljaš, Helena, da je fant je igral kitaro in je rekel, gremo v band igrati bobne. Ja. Naj bo, ne. Ampak me zanima, kako bo izgledala potem ta potrditev, certifikat, dobrodošla. Ja, se to čakam. Štempelček iz unih starih časov. Pečat. Čunga lunga štempel koale, pa na čelo. Welcome. Ja, Approved, ne. Qualified, se rekel. Ja. Ampak prej sva se pogovarjala, frontmanka ali frontwoman, ne? In si dejala, glede na to, da si Manca in si verjetno v anglosaksonskem svetu itak manka, ne? Ja. Si pol frontmanka zasedbe Koala Voice. Kar hecna ugotovitev. To sem res prej prvič potuhtala na to, ampak ja, mogoče, če že pride to vprašanje, recimo, da sem frontmanka. Ampak sam band, zdaj ste si dejala, da ste malce dislocirani, pa ti COVID časi, ko so bili. Kako je bilo ustvarjati zdaj album, no? Tako. Mislim, naš je to definitivno ne rešili, ampak je bila to stvar fokusa v tem letu, kjer se pač ni dal špilati, smo preusmerili to v to, da delamo plato in smo jo posneli lani. 14 dni smo bili v Ajdovščini v klubu Baza in pač tam živeli in snemali do zgodnjih jutranjih ur in naredili ful dobro plato, s katero smo vsi, se mi zdi, ful zadovoljni in 2 singla sta že zunaj. Prihaja še več in kmalu cela plata in se zelo veselimo, res smo
tako, jaz sem pol na trnih, no, ko mi čakam, da lahko pokažemo to vse, kaj smo naredili in da zaživi in da igramo to. No, to bomo slišali tudi potem ob 10:15 in malce več tega bomo še potem. Zdaj le preden te spustimo spet malce na tonsko vajo, bomo slišali Valentina Boskoviča, Blojska rapsodija. Kdo in zakaj si je izbral to? To si je izbral Miha, ampak se mi zdi ful dober, ker je to tudi ena izmed teh plat, ki sem jih jaz tudi poslušala v tem letu doskrat, ker je ful me presenetila, tako, ne vem sploh, kdo mi je pokazal, ampak nekako se je znajdla okrog mene in sem si res je taka chill, zanimiva, vesoljska, tako igra z jezikom mi je ful tako zanimiva in ja, tako sestavljala sem puzle in poslušala. Dobro, prisluhnimo manjca, tebi pa ubilo dobre vaje in se slišimo čez slabe pol ure. Je, se slišimo? Radio SI. Main stage. Radio SI. Main stage. Tako, main stage, Manca Trampuš, zasedba Koala Voice. Strokesi smo začeli, ugotovila sva izven etra, da je ta plata prava, Strokesovska. Yes, mislim, meni res ena iz najljubših stvari lani. No in zdaj, če smo bila v preteklosti in pri, ne vem, tistem debitantskem albumu Strokesov, pa če si prej povedala, kako dolgo se že nekako band pozna, poklicali smo vašega nekdanjega sovaščana, zdaj sicer živi v Ljubljani, Jureta Laurina, ki je bil skupaj z bratom Markom pa z Gašperjem in Miheta. z vašim Miho v bandu We Can't Sleep at Night. Res je. Radio SI. Main stage.